Nemogoče, ne morem. Rabim malo počitka. Ne gre. Takole v naravi videti želvico. Mislim, meni je ful všeč. Sem bolj kakšno kačo pričakoval. Jaz vam ne morem opisati tega občutka, zdaj dobrega v meni. Res, vesel, kar radio. Ponosen, samozavesten. Malo se hvalim. Dobro jutro. Jaz sem že pripravljen za današnji podvig. Namreč odpravljam se na goro Dinaro. To je najvišja gora na Hrvaškem, 1800 pa še nekaj. Čeprav ni to tako visoka, kot so naše gore, ampak moram pa premagati 1400 metrov, kar ni niti približno ne malo. Pa še, če pogledamo to, da so tle temperature 35 stopinj, ne bo to tako enostavno. 3 litre pa pol tekočine sem vzel z sabo, upam, da bo dost. Več pa že ne morem vzeti, ker pol je že težko nositi. Tako da zdaj imam še 25 minut do tam, do izhodišne točke, zdaj sem v Kninu še in potem pa gas gor, 3 ure 45 piše, pa jaz da se bom malo ustavljal, pa kaj slikal, pa to bom kar 4 urce rabil do gor. Nazaj so pol pa 2 poti, po isti ali pa po eni še mal daljši, to bom pa še videl kako. Nič, spremljajte, bo zelo, zelo zanimivo. Pred odhodom na Dinaro grem še v pekarno si kupiti par stvari, namreč tle ni koč tako, kot pri nas v Sloveniji, da lahko ješ. Da bi ova pita od jabuka, dajte mi nekih ovih 6. Prispel na parking plac, tle kakor piše v vodiču, tole naj bi bila šola, tako tam piše. Vidite, to so sledovi vojne. Vasica je pa tam le 100 metrov od zadej. To bom šel pogledat, me prav zanima. To je verjetno čisto zapuščena. Bom šel pogledat. Potem pa, mislim, zdaj pa gas gor v hribe, komaj čakam. Res se veselim, tole gledam, fantastična gora. Ja, dolga bo, ampak se veselim. Le si zalaufam Polarjevo uro in sem se zaobljubil, da 2 ure ne pogledam nič na no. Zato, ker če ne, lahko depresivno, ko gledaš, koliko še imaš. Drugač pa fini, svež zrak, sploh ni vročine. Tako da, ko bom višji, sploh ne bo. Tako da še merelke nad se vržem in pričakujem en čudovit dan. Razen, da me ne bi tle, se veste, ko sem si kožo 2 dni nazaj obdrgnil, da me ne bi kaj peč začelo. Sem vzel tudi pajkice seboj, pa bi pol morda gate slekel, pa direkt na golo pajkice dal. Bi bilo mogoče boljš, ne vem. Bomo videli. Se spomnil, da sem magnezij zjutraj pozabil vzeti, ker te ful manj noge bolijo. Pa hvala Bogu, eno flaško, mami sem je ukral. Donata pa bom tole spil, pa bo menda boljš. Namreč, če magnezija ne spijem, me pol ful noge bolijo. Oziroma, tu sem že povedal, tu me je Tjaša naučila magnezij skus jemati in drži, pa da je navzdaj kdo rekel, da reklamo delam za donat, ker hiter ima kdo kakšne take prebliske. Bi jo rad delal, če bi kaj dal samo. Zdajte, tukaj je majčken razpotje, ne veš, iti levo, desno, skrajno desno in se ustavim za trenutek. In gledajte, kaj sem videl. Jaz verjamem, da vi še ne vidite, tudi jaz ne bi videl. Če se ne bi ustavil, bi sam šel, ker sem zamišljen, pa grem. Aha, gledajte, jaz zdaj mislim, da vidite, kaj vidim. Jaz sem se samo bal, da slučajno ni mrtva, pa vidim, da se premika. Mislim, takole v naravi videti želvico, mislim, meni je ful všeč. Sem bolj kakšno kačo pričakoval,
nočem je strašiti, ne, se ti ne bom nič naredil. Sem da videl, se ti ne bom nič naredil. Ampak, vej, moraš biti previdna. Bog ve, koliko je takih ljudi, ki bi ti pa kaj naredili. Tako da te bom lepo pustil primer, pa uživaj. No, bolj sem pričakal kakšno kačo, ki pa želvo. Hodim 1 uro, oziroma minuto manj, sem rekel, dokler ne hodim 1 uro, se ne ustavim. To je bila dobra taktika. Ustavil sem se sam tam za minuto, da sem želvo posnel, ker želvo pa res ne more spustiti. No, minuto prej sem se pa zato ustavil, ker je tukaj dober razgled, pa še glih sonce je posijalo, drugače malo oblačno, malo so meglice, tako da jaz v živo vidim veliko boljš, kot vi. Mislim, veliko lepše. Drugače pa ta del poti se imenuje pot jogurtovih lončkov, to pa zato, ker je markacija z jogurtovim lončkem, najte, odrezan, in tu so mogli dati na drevo, ki je bil še čist mejhen. In to imate tudi na takih debelih drevesih. Tako da zdaj pa malo spijem, ker imam ruzak ful težak, ne 6 kg ima, in če zdaj spijem pol litra, je tu skoraj 20% lažji. Zdaj sem se odločil, da zdaj spijem pol litra, čez 1 uro pa še pol litra, da mi tekočina pride 2 litra pa pol, pa kilo znižam, pa bom pa špara začel z vodo. Hodim približno 20 minut, 25, no, od tistega postanka zadnjega in prvega, no, tako da pot ful lepa, lepo je markirana, da je prav lušno hoditi, pa še višina se kar hiter dviguje, tako. Bi rekel, glih zame prštimano, da ni preveč, ne premalo, se res imam rad takole malo položno, če pa hrib, imam pa rad, da je ful strmo, ker tis pa najbolj premaguješ višino. Sem na 1210 metrih in lejte, najdel sem gozdne jagode, se jih ni velik, jih vidim ene 10, pa še tamle 15. In jim z veseljem pojel, ker sem glih prej razmišljal, da škoda, ker nisem veka jabolka seboj vzel, bi tako pasale. No, sem še zmerno tle pri jagodah, drugače sem si pa majico slekel, imam to švic majico, ampak je tudi tam švic majica čist mokra in sploh mi nimam dobrega občutka, da sem v njej. Sem vzel rezervno seboj, ne švic, ampak to moram prišparati za gor, pa da imam za dol. In dokler ni nekega hudega sonca, pa še pohost, bom brez majice, ker drugače me lahko použge. Drugače pa švicam kokon. Rabim malo počitka. Ne gre. 950 metrov višinska sem že naredil. Imam jo še slabih 600. To je več kot 2/3, kar je super. Pa veste, kaj tle še največ pomeni? Psihološko. Psihološko, da si več kot 2/3 že naredil, pa imaš sam še 1/3. Tako da to bo v bistvu enostavno, razen jaz imam problem, ker sem žejen kot pes, ampak šparam vodo, zato ker jo rabim šparati, da mi je eno zmanjkalo. Liter sem jo spil, 2 litra pa pol imam pa še. Zdaj bom še pol litra, drugače pa lejte, jagode sem si spet nabral in veste, kako so dobre? Pa zdaj, če bi jih vi doma jel na kavču, nisem nič poseben, ampak meni pa zato, ker sem žejen, tukaj pašajo. In jih imam, kar jih zgrizem, pa jih imam kar v ustih, da uno kislino čutim, ker žejen sem, žejen. No, so se pa tudi že razgledi dobri začeli, tako da super, super, super. No, tole je pa zdaj čist nekaj drugega. Kaj lepo. Sem na 1520 metrov višine. To pomeni še 400 višinskih metrov. Ampak vam povem, da ne bo to čist noben problem. Zato, ker je tako lepo ratalo. In to te kar samo gor vleče. Tako da
Tole bom jaz zelo hiter premagal. Ne vem pa, kje je vrh, ampak je dobro markirano, tako da ne bo problema. Super. Na pot na Dinaro je tudi tale koča, se pravi planinsko sklonište, tle piše. Imenuje se po enem hrvaškem alpinistu. To so mi tudi tukaj sta dva, pa ste mi to malo povedala. Bomo še mačke noter pokazali. Tle lahko kdorkoli pride in to uporablja. Tle gor predvidevam, da je za spet. Ja, vidite, in lahko, tako da mora biti čudovito se tukaj zbuditi in je to mogoče na Dinaro ali pa dol ali pa kakorkoli. Lejte, zanimivo, tukaj imajo WC in piše WC šta dalje. Razumete, kaj to pomeni? No, jaz imam pa tlele še gor. No, Sinjal je to drugo ime za Dinaro, 45 minut. Tako da še malo pa bom. Tole pa ne razumem najboljš. Tamle je bila tabla, da je 45 minut do vrha, tukaj pa 1:15. Jed moram pa v tej smeri. Tako da, mogoče tistole od zadaj vrh. Če dalje lepš postaja, po mojem je vrh tamle nekje, unole mogoče na sred, ne vem. Čeprav to ne moraš nikoli vedeti. Gledam samo pot, ker so še neke zastavice dali in gre, ki je proti uni smeri. No, drugače pa tudi na to stran. Čudoviti razgledi. Ker pa takole človek dol pogleda, od kje je prišel, si pa reče, mater sem car, da sem jaz tule vse prehodil. Sej ni bilo čisto lahko, ampak je pa občutek zelo dober. Čas za počitek, oziroma ne toliko za počitek, kakor za pit, čisto suha usta. Sem, da pogledam na višini 1728 metrov, se pravi 1830 je pa vrh. Jaz sem prej mogoče rekel, ne vem, sem 1913. Ti se pa zgleda, ne bom trdil, najvišji vrh gorstva Dinara je pa Troglav, to je pa že v Bosni. To sem zdaj na hiter, ker sem šel gor pogledal na Wikipedijo, tako da ne me za besedo držati. Preverite. Drugače pa tle se ful uspena gor, kar je fino, ker sem 100 metrov premagal v, ne vem, 10 minutah ali pa še prej. Tako da še malo pa smo gor. Takole, da sem malo manj razočaran nad sabo, je bilo pa zdajle, ko vidim enega fanta tamle dol, ker jaz se ga tudi pokazal, sem zdajle, ko me zašlišal, se bo obrnil, pa da ga glih takrat ne snemam. Je šel tle dol. Ste ga videli. V glavnem, v enih supergicah, fej slabih, jaz sem le v merjelkah, nima ruzaka. Jaz sem 3 litre pa pol vode seboj tovoril, v avtu se še fej napil in umiram od žeje, umiram. Ta bo umrl. To pa res, da mladi, ker sem bil jaz mlad, sem tudi lahko 3 dni najbrž brez tekočine zdržal. Zdaj je pa to druge pesem. Tako da gre eni še bistveno bolj neumno gor v hribe kot jaz. Pa fej slabo mu gre, kume gre dol revež. Seveda, žejen, zmatran, lačen najbrž. Evo, lejte, jaz pa lepo v merelkicah, a ja pa pajkico sem si oblekel brez gat, da me ne bi odrgnilo tam vmes, ki me je pred 2 dnevom. Vse kaže, da smo tik pod vrhom. Glejte, na levi strani je križ, na desni pa ena rdeča hiška, tako da eno ali drugo je vrh, po mojem je križ.
Tako da zdaj sem še tlele nekje grem, pa tale vzponček, pa smo gor. Vse na koncu je bilo pa lažje, kot sem mislil, da bo. Tako da, sem vesel. Osvojil najvišji vrh Hrvaške. Sem res vesel, zato ker sem dal ful od sebe. In lejte, 1572 metrov višinske razlike sem premagal. Če bi mi tu pred 10 letom rekel, da jo moram, bi rekel, nemogoče, ne morem. Življenje je lep. Veselka radio, res. Evo, čakajte, vam bom še mačkem pokazal okoli. Lejte, tako, ko imamo mi na Triglavu, imajo tudi Hrvatje tle eno tako kučico. Jaz na Triglavu še nisem bil. Vem, ja, zdaj boste rekli, sram te je lahko. Lejte, pač nisem še bil. Bom šel. Po mojem je to še boljško na Triglavu, zato ker lahko greš dejansko noter, pa je kar nekaj udobja. Poglejte, meni najbolj zanimivo, ne vem, če se bo na kameri videlo, če se ne, dejte čez cel ekran. Lejte, tamle spodaj jezero Peruča, lejte, kokšen je. Tam je to reka Cetinje naredi ta jezero in tam sem jaz včeraj bil pri izviru Cetinje, saj ste videli video. Sicer so meglice, se ne vidi tako dobro. Ampak gledajte, tudi okoli, fantastični razgledi. No, pol človek, ki pogleda, odkje dol sem prišel. Ful sem prišel. Tako sem presenečen nad seboj. Je pa, veste kaj, tlele zanimivo, ne? Koliko je nenaseljena ta pokrajina, ne? Sej mogoče meni zato všeč. Poglejte en dokaz, kako točna je moja Polarjeva ura. Tle piše 1831, lejte, na Polarjevi uri, upam, da se vidi, pa 1832. Seveda, tole je 1 meter razlike. Sem se sprehodil še dokle, ki je križ, ker jaz bi šel skoraj staviti, da je tole višji, kakor tanke hiška. Lejte, če takole pogledamo, ne, jaz mislim, da je višji. Ne vem, kaj pa ti praviš, samo dober. Menda take blamaže se pa ne grejo, da bi narobe določili, čeprav tole se mi zdi višji kot tamle. Zato sem šel še sem rekel, da slučajno, če je tole višji, da slučajno ne bi jaz bil na vrhu. Evo, dol gre ful hiter, ful hitrejška gor. Zanimivo, da tudi veliko manj tekočine telo potrebuje. Drugače pa pokrajina še lepša, ki je bila prej. Ampak zdaj še malo pa v gost pridem. Kaj je pa tudi super, tisti borovci prav vohaših. Zdaj, ko grem dol, je vse lepš. Mislim, prej ni bil vreme tak. Ali pa sonce ni bil na ta pravi lokaciji. Lete, zdaj pa ful lepo, tako da uživam v telih razgledih, ki hodim. Prav fino je. Zdaj sem pa že čisto blizu avta. Pot gre tukaj naprej, samo jaz bom pa zavil tukaj, da grem čez vasico Mirkoviči. Tu sem prepričan, da je čisto zapuščena vasica, pa mene te zadeve ful zanimajo. Tako da bomo pogledali. Ja, poglejte, čisto zapuščeno. To so ljudje zbežali najbrž 95. Tukaj so, sem prepričan, Srbi živeli, ker tudi ime Mirkoviči mi srbsko deluje. Čeprav tamle vidim en avto. Me prav zanima registracija. In, lejte, meni je tu ful škoda, ne, da so tu ljudje mogli iti. A ne bi bilo boljš, da bi tle še zmeraj ljudje živeli, pa nima veze, kjere nacionalnosti. Da bi bilo to malo urejeno, tudi te vasi je škoda, da propadajo. A ne, lejte, fige. Vojna je tukšna neumnost in to vse vere
običajno sprovocirajo. Lejte, celo še neka čelada, zdaj pa ne vem, ali je vojaška ali gasilska, po mojem, da je gasilska. Tle se vse vdrlo, poden, vse. Me tudi zanima, kakšna je ta vasica, je to sam to, drugač pa ne, tukaj po mojem so ljudje ful trdo živeli, ne. In tisti, ki pravite, da je zdaj hudo, ne, zamislite se tlele ljudi pred kadarkoli, še takrat, ko so tle živeli 30 let nazaj. V tem kamnu, sicer je lepo, ampak živeti v tem kamnu, vse, kar si odvisen od ovc, vse, kar imaš, so ovce. Lejte, neki češnj, ali kaj je to, ne. Ko pa res tu? A so tu murve mogoče? Najbolj, da so. Kradem, boste rekli, ne? Ful so dobre. Veste, kako je to dober? Veste, kako je to dober? Bom nehal snemati, moram mačka na krst. No, tega, kar je že bilo, sem se najel, ful je dober. In lejte, tle je to že toliko zapuščeno, da že ne vidiš, da je bilo kaj. Če bi bil neki ultra bogataš, plus še, da bi se mi dalo, ker mora se ti tudi dati, bi jaz tole celo vas kupil, obnovil v starinskem stilu, ovce tudi nekje dobil in bi se šel turizem. Ampak tle ne bi bila noč 50 evrov, ampak bi bila 500 evrov. Pa ovce bi se tle pasle, pa koze. Glejte, kako je tu lepa planota. In se drugače tle ful lepo. In pa bi malo ljudje videli, kako koze izgledajo, ovce pa to. In verjemte mi, da bi ta vrsta turizem laufal. 100%, tako da če ima kdo kakšno idejo, se drugače kupiti tole celo vasico, je pa najbrž cel čist pocen. Edin problem je najbrž dolg cajt traja, vse dediče dobiti, pa lastnike, pa pa tret. Tako da bi tu pocen kupil. Me pa zanima, kakšna je ta vasica, je tu sem tu. Ker sem avto tamle, a tamle so še ni, a tamle je moj avto. Je tamle moj avto, po mojem, da je. Jaz sem, lejte, a ni fino tle, lejte, pod Dinaro. To bi bil en resort, ki bi se imenoval Pod Dinaro. Dajte mi v komentar napisati, če se vam to zdi dobra ideja. Meni se zdi fantastična. Kot sem že zjutraj rekel, naj bi tole bila šola. Glede prej, ko sem rekel, na moje turistična zamisel. Naj vam še povem, da tlele samo kilometer ali pa maksimalno 2 je izvir reke Krke. To je tudi še en velik plus. Kaj pa tole je kaj za pojest? Nekaj je neke vrste ringlo, sam še ni. Škoda, jaz pa tako se mi sadja lušta, da vam ne morem povedati. Zato sem na tiste murve, če so bile murve tukaj na valu, in fejs dobre so bile, lejte, ja. Ampak gledajte, ne, to imaš hišno številko, če tu kupiš, imaš ti pravico postaviti novo bajto. Ti ne more nobena zakonodaja preprečiti. Aha, lejte, ta vasica, ta glavno tele vasice je tukile, lejte. Ampak zdaj
ne bom šel še tu gledat, glede na to, da lejte, sem kar utrujen. Moram pa reči, da sem ponosen na se, da sem tole dal čez. Veste, 1500 pa še nekaj je bilo, se ne spomnim, višinskih metrov meni narediti. To je zame kar uspeh. Pa vem, da to veliko ljudi naredi. Ampak še mnogo več je pa tistih, ki nikoli. In tako, da tole je meni. Wow, pa veste, še po te vročini. Sej gor ni vročina. Ampak zdaj je pa sigurno 35 stopinj. Sigurno. Tako da, lejte, moj ljubček me je lepo pričakal. Ga bom mečken odprl, mečken prezračil. Še celo 3 deci za pit mi je ostalo. Bom malo napil. Še enkrat pogledal tale prekrasen razgled. In se poslovil od tukaj. Lahko pa sem rečem, fino je bilo. In to je življenje. To je življenje, raziskovati takele stvari. Ljudje, če mi ne verjamete, probajte. Probajte. Wow. Jaz vam ne morem opisati tega občutka zdaj dobrega v meni. Res vesel, kar radio. Ponosen, samozavesten. Malo se hvalim. Ampak gledajte, kdaj se pa tudi moram malo. Tako da, super vesel sem. Tole je reka Krka. To je zdaj 2 kilometra od tam, ko sem avto parkiral. No, gledajte, tukaj je bil en mlin, tudi vse zapuščeno. Tako da zdaj pa, ko sem glih tukaj na teh koncih, grem pa še tale izvir najdet. Zdaj pa ene stvari ne razumem. Tole dol sem prepričan, da je reka Krka. Tam od zadaj Dinara. Ampak telefon mi pa kaže, da je izvir nazaj tamle. Ampak kako, če tle teče? Tle sem že po eni cesti. Je pa drugače internet ne dela. Samo vse izvir Krke reklamirajo. Ne vem, a je tamle se nadaljuje, tukaj dosti pa ne vidim. Grem se še malo gor zapeljati. Še vedno iščem izvir reke Krke. Tole sem pogruntal, da sem čist na nepravem trasi. Bom probal nekako najde, do interneta moram priti. Eni se pa mnogo bolj za avto bojijo, ker jaz, lejte, vozimo se točno 18 km/h. Poljak špara tegale starega Volkswagena, ki ni nič kaj veliko več ureden, kot tale moj Peugeotček. Pol ure že iščem izvir reke Krke, se vozim okoli, ampak zdaj sem še enkrat sem prišel in jaz sem prepričan, da je tlele. In ne vidim, da bi kje druge pot bila, tako da jaz bom tlele nekje, tamle sem, vidite, sem avto parkiral, jaz bom tlele nekje dol udaril, pa da vidimo, kam pridemo. Če sem že tle, gremo še to pogledati. Se lete, celo bi človek rekel, da je še malo poti. Upam glih v kakšno goščavo, no pa res ne bi rad prišel. Ja, tle je včasih bila pot. Včasih, imam pa občutek, da je že dolg časa ni. Tle so eni trni. Au. Je bila pot. Je bila, sem, lejte, tamle se pa ustavil. Prijetno po teh goščavi ni laziti, ne? V kratkih pajkicah. Ampak, lejte, če bom za tukaj zanimivega videl, dober, aha, lejte, zdaj sem pa tle prišel, lejte, zdaj se bo pa izkazalo, da je tle gor pa lepa pot. Ali pa ne, bomo videli, no. Ajde, gremo
odkriti trenutek resnice. Jaz bi rekel, da je to izvir reke Krke. Ni niti približno ne tako famozen, kakor izvir reke Cetinje. Ampak je pa reka Krka fenomenalna reka. No, tako kot reka Cetinja, pa tudi še tukaj bliz izvira Zrmanja, tako da to so tri meni čudovite reke. Ja, lejte, tam je konc naprej. In tle, lejte, kar iz lukenj izvira. Me prav zanima, koliko je mrzla. Vroča najbrž glih ni. Ja, lejte, tu je, lejte, tu je izvir, siguren je izvir. Bom pa mečkam se tele hladne vode napil, žejen sem fejst. Evo, še tole goščo dam čez, pa sem pri avtu in to je moje zadnje javljanje za danes. Namreč zdaj grem v hotel, stuširati se, zmontirati video. Pač hotel sem reči za na konc, da tole dan je bil tako super. Jaz sem tako vesel, zadovoljen, da vam ne moram povedati. Jaz sem tudi prepričan, da bom zaradi tega današnjega dneva, ko sem toliko prehodil, toliko prešvical, toliko se namatral, toliko svežega zraka, nadihal se, da bom en dan več živel. V to sem prepričan. In tole je tudi za zdravje dober in tako naprej. In lejte ljudje, če ste slabega počutja, če vas matra kakšna depresija, kaj tazga, pejte malo v naravo, hodite, prešvicajte, boste videli, da bo boljš. Lejte, se nič ne košta, probajte, pa pol rečete, če ne bo nič boljš, Tomaž Gorec naklada pojma nima. To je to. Naročite se še na moj YouTube kanalu, kolikor se še niste. Samo na rdeč gumb kliknete, naročite se, pa zvonček. 2-3 sekunde vam bo časa vzelo. Meni pa to ful pomeni, res. To je popolnoma brezplačno. Kaj s tem naredite? Samo povečate si možnost, da se vam bo kje kakšen moj video pokazal. Tako da, če so vam moji videi všeč, naredite to. Tako da hvala, pa lepo se imejte. V tele moje merelke sem kar malo zaljubljen, ker se ful dobro v njih hod. Ampak veste, kaj vam bom pa povedal? Najlepši del pohodništva je pa, ki jih dol dam. Pa obujem papuče. Glejte, tudi kot sem vse noter, ne? Tu se vse noter pada, tako da pa še je tu papuče, pa še v te vročino. Drugače pa super čeveljčki.